Četrta naloga, rešite enačbo. 5 na x minus 1 krat 4 je 100. Kadar je x v eksponentu, je to eksponentna enačba. Reševali smo tako, da smo si pač določili določene tipe, kakšne so, lahko imamo osnove iste ali pa kaj takega. In zdaj naš cilj je v bistvu, da bo tukaj nekaj na eksponent, tu pa ena številka, da bomo lahko nekako rešili, In poskusimo pustiti najprej 5 na x minus 1 na eni strani, štyrko nesemo na drugo, to bomo naredili z deljenjem. In dobimo 5x na minus 1 je 25. No, kaj pa zdaj? Ja, ko bo vse skupaj tule, gor moramo dobiti eno številko, da bo tule 25, 5 na x minus 1 zaenkrat še pustimo, 25 pa lahko spremenimo v 5 na 2. Ker imamo iste osnove teh potenc, lahko potence antilogaritmiramo, se reče, in enačimo samo eksponente. Dobimo x minus 1 je 2, x je na eno stran števila na drugo, 2 plus 1 in x je 3. To je ta uradna pot. Če bi se vam pa zazdelo, da ne veste, koliko bi zdaj tole vse napisali, lahko rešitev seveda tudi uganete. 100 morate dobiti, ali pa do tule bi že mogoče celo tudi prišli, potem pa pač za x malo vstavljate noter. Ampak pozor, kadar ugibate rešitev, potem vedno še jo preverite, da dobite vsaj nekaj še dodatnih točk, Za rešitev tako ali tako, pa še mogoče kakšno dodatno za razne stvari. Poglejmo si, kaj pa pravijo rešitve. Najprej, da preoblikujete enačbo, že to je nekaj, da dobite, da mora biti 5 na x minus 1 25, potem, da ste si pogruntali, da 25 je 5 na kvadrat, potem pa pravilo za reševanje eksponentne enačbe in rešitev je res 3. No, to je kar v redu, da imamo pravilne rešitve. Mogoče dobimo tudi, kdaj mene zmoti, pa bomo videli, kako si potem pomagati z rešitvami, da pridemo do prave, Tudi jaz se kdaj zmotim, To se zgodi, ne smete obupati, važno je, da znate potek, da znate razmišljati nekako, v tem smislu. Tako. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!